Zanima me, če je pač teh 10 najvplivnejših pravnikov, ki je bilo danes predstavljeni, če ste res najvplivnejši pravniki, po vašem mnenju, in kako se ta vaš vpliv odraža? No, jaz nisem razmišljala nikoli o tem. Lepo mi je bilo pred leti, ko so me predlagali. Zdelo se mi je, da sem morda vplivna vsaj malo, zato ker ne opravljam samo svojega poklica, ampak še precej prostovoljno delam. Takrat sem delala za Beli obroč, se zelo trudila in mi je bilo to veliko priznanje. Kajti zagotovo je vsak izbran, ker naredi nekaj več oziroma vsaj mora narediti. Tako da sedaj, ko sem varuhinja, bi lahko rekla, da niti ne rabiš tega naziva, ker delati moraš dobro, vsekakor ni pomembno, si za to vplivan ali ne. Celo lahko, da včasih komu škodi od teh pravnikov, ker potem različne stvari sprašujejo, kaj je dosegel, česa ni, zakaj sploh se je znašel, ko vendar on ne odloča o tem odločajo drugi. Ampak prav pa je, da vsak pride z nekega področja in tam tudi po tem nazivu naredi, kar ne največ lahko. V bistvu kot tožilka ste, me zanima, kako komentirate to, da se v bistvu tožilci izobražujejo v prostorih, katerega lastnika preiskujejo? Zdaj, jaz nisem več na tožilstvu, tako da bi težko odgovorila, kje so se izobraževali. Ter na Čatež. V Čatežu. Nič ne vem o preiskavah za Čatež. Lastnik. Lastniki v postopku, pravite. Zagotovo je treba njih vprašati, kako je prišlo do tega. Kolikor vem, ker sem sama vodila izobraževanje, je bilo vedno plačilo preko Ministrstva za pravosodje. Bil je objavljen razpis in morali smo izbrati najcenejšega in najugodnejšega ponudnika, ker ne nazadnje to plačuješ. In zato smo vedno izbirali vsaj 3 ponudbe in ministrstvo je tudi pojasnilo, katera je ugodnejša. Zato se mi zdi pomembno, da bi raziskali to, kako je prišlo do tega izbora, kdaj je bil ta izbor, ne nazadnje je lahko bil tudi pred tem, vendar zagotovo še nič ne pomeni postopek, ker vemo, kako si nedolžen do obsodbe, vendar to je res vprašanje za ministrstvo, ki je očitno, ki izbira Center za izobraževanje v pravosodju in tudi za same tožilce. Vem pa, kako je bilo v časih, ko sem sama to vodila. Zdaj me pa še zanima tudi dokaj aktualna tema. Imamo v Sloveniji političnega zapornika, je gospod Janez Janša politični zapornik? Mi smo se v tem pri varuhu, ker smo dobili pismo zavezništva Alenke Bratušek pred časom, že izjasnili. To je tudi na naši spletni strani, torej celoten odgovor na to vprašanje je pojasnjen. Imeli smo nekdanje politične zapornike, trenutno pa ne obstaja ta, torej politični zapornik ga ne najdemo v nobeni zakonodaji. Tako da poglejte si naš prispevek, zelo obsežen odgovor na naši spletni strani. Ste pa postopek spremljali, pa poznate tudi celotno dokazno gradivo in te stvari? Veste, nikoli se nisem spuščala v dokazno gradivo, zato ker nismo imeli pobude. Pri varuhu velja, da se mora nekdo osebno obrniti na nas, gospod Janez Janša se ni, torej konkretno nisem spremljala, ker ni naš pobudnik, samo preko medijev.